predlagate kako drugo pozo. Imam revo frizuro. Vse v redu. Zgleda dobro. Kaj sem rožica? Ja, ki so vse te neke zemlje prebavljene. Tam res. Živjo in lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Po desnem pasu, kjer mladi z vami debatiramo o aktualnih političnih zadevah, o družbenih problematikah in pa o čemerkoli, kar je pač aktualno v tem času. Danes smo se odločili, da se bomo pogovarjali o dolgotrajni oskrbi. Zakaj? To je pereča tema zadnje čase zato, ker smo vsi dobili nov davek za dolgotrajno oskrbo, čeprav tega v bistvu v praksi sploh še ni oziroma še ne moremo uveljavljati pravice iz tega, se pravi, vsi plačujemo nekaj, kar dejansko še ne moremo dobiti, plus da so nekako iz nekega revanšizma, ali kako bi se izrazila, dobili samostojni podjetniki 2% davek, medtem ko vsi ostali pa 1% davek, pa si razlagajte to, kakor si želite. Zakon o dolgotrajni oskrbi je sicer sprejela že prejšnja vlada Janeza Janše in bi seveda državljani morali že uživati te pravice s 1. januarjem 2023, vendar je potem aktualna vlada Roberta Goloba ta zakon spremenila in zamaknila izvajanje na 1. 1. 2024. Vendar pač v letu 2025 še vedno nimamo dolgotrajne oskrbe. Plus, da po prejšnjem zakonu je bila nam dolgotrajna oskrba zagotovljena brez dodatnega davka. Tako da danes imam seveda tudi spet posebnega gosta, ki se bo z mano o tem pogovarjal. Danes je z mano Marko Kovše. Marko, živjo. Pozdravljen, Karine, kako bo? Bo, super, sem vesela, da se bova danes pogovarjala o tej temi. Zdaj mogoče za začetek, če ti malo poveš o sebi, da te ljudje malo spoznajo. Pa ja, jaz sem čisto enostaven fant, delam na področju socialnega varstva, zdaj že v bistvu 9. leto. Drugače sem družinski človek, imam 2 majhna otroka, tretji je v prihodu in v bistvu mi je socialna varnost tako za mlajše, srednjo generacijo in pa za stare ljudi v bistvu zelo pomembna, no, tako da. Tako da se v bistvu tvoj poklic v svojem delovnem času se tudi nekako srečuješ. Tako se v bistvu s tem srečujem. Tako, ja. Soočam z raznimi izzivi, ki jih prinašajo tako v bistvu dopolnitve različnih zakonov. Zdaj v zadnjem času je pač v bistvu precej aktualna tema dolgotrajna oskrba, tako kot si že v bistvu sama nekako načela, pa mogoče rečeva kakšno zadevo iz prakse o tej temi, ne. Tako, pa dajva v bistvu kar začeti z najino današnjo temo. Okej. Če mogoče na hitro samo objasniva, kaj dolgotrajna oskrba sploh je. Glej, Karin, sam bi rekel, da je dolgotrajna oskrba en v bistvu celovit postopek, projekt, ki posamezniku, tistemu, ki pač pomoč potrebuje, nudi celodnevno obliko storitve, različna opravila od jutra do večera, ki jih pač stanovalec, bodisi uporabnik na terenu, pač glede na njegovo zdravstveno stanje, socialno stisko, problematiko pač potrebuje. Gre za opravila, kot so recimo vsakodanja, se pravi od priprave zajtrka, od temeljnih življenjskih opravil do same osebne higiene, do pomoči pri kopanju in tako naprej. Je pa tako, no, zavarovana oseba po zakonu o dolgotrajni oskrbi, se pravi tisti, ki dolgotrajno oskrbo potrebuje, bo pač imela možnost izbirati med denarno pravico in med nedenarno pravico, ne. Zdaj, denarna pravica je načeloma odvisna od tega, v katero oskrbo bo pač ta oseba zapadla na podlagi predčasnega ocenjevanja s strani teh svetovalcev za dolgotrajno oskrbo oziroma od teh koordinatorjev na vstopnih točkah, ne. Oseba bo zapadla v določeno kategorijo od 1 do 5 in zato lahko prejela pač določeni znesek. To govorimo zdaj v bistvu o tej denarni pravici, ne. Bo pa potem tudi možnost koriščenja nedenarnih pravic. Tu pa govorimo v bistvu o dolgotrajni oskrbi v lokalni skupnosti,
ki je nekako še najbolj primerljiva s trenutno že veljavno pomoč na domu v okviru zakona o socialnem varstvu. Potem do v bistvu dolgotrajne oskrbe v dnevni obliki, ne, in pa potem oskrbovalec družinskega člana, ki nekako vsaj na posreden način, seveda z zamikom zdaj v praksi že poteka. Ok, se pravi, je tle v bistvu več oblik, kako bi rekla, oskrbe. Drži. Se pravi, uporabnik, oseba, ki bo pa dolgotrajno oskrbo potrebovala, se bo pa v bistvu glede na njegovo potrebo oziroma posledično tudi na razpoložljivost storitev, ki bo v danem momentu v bistvu na razpolago, pač odločila, kaj je pač zanj glede na zdravstveno stanje, socialno problematiko pač najbolj potrebno, no. In pa seveda tudi, katera izmed pravic bo v praksi najbolj izvršljiva, ne. To pa je tudi vprašanje, ne. Ja, kako pa v bistvu je sploh z dosegljivostjo teh pravic v praksi? Ja, zdaj, kot je že v bistvu vsem znano, bi zdajle v bistvu od 1. julija naprej mogla nekako zaživeti že ta dolgotrajna oskrba v skupnosti, ki je, kot sem že prej omenil, nekako najbolj primerljiva s pomočjo na domu. Ampak dobro, gre vseeno za eno drugačno zadevo z večjimi nudenimi opravili, ampak v bistvu se ta trenutno še ne izvaja, zato ker v bistvu ni nepripravljenega informacijskega sistema, ni v bistvu primernega kadra za izvajanje v bistvu te storitve. Kar je pa v bistvu še najbolj pomembno, je pa to, da niti odločbe še niso izdane, ne, ker oba veva, da v bistvu sam postopek vključitve v dolgotrajno oskrbo bo temeljil na podlagi, se pravi, oddane vloge na vstopno točko na centrih za socialno delo, ne. Le-ti bodo nekako potem odmerili osebi, kaj pač tej pripada, in tukaj se pojavlja potem to, kar sem že nekako naznanil že prej, ne. Izvršljivost te odločbe, ki je v praksi vprašljiva. Že uvodoma na začetku si v bistvu lepo povedala, da se v bistvu zaračunava tudi davek na dolgotrajno oskrbo, se pravi za nas 1%, v bistvu za samostojne podjetnike pač 2%. In v bistvu od celotne dolgotrajne oskrbe nekako teče samo ta oskrbovalec družinskega člana, ampak še ta je v bistvu začel teči s precejšnjim zamikom. Se pa tudi tukaj pač pojavlja vprašanje, v kolikšni meri ta v bistvu v praksi teče, ne. Ker zdaj v juniju je bila dodana tudi nova novela samega zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer v enem členu mogoče tega zakona v bistvu piše, da koordinator dolgotrajne oskrbe, ne, pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe tudi nadzira delo oskrbovalca tega družinskega člana in z njim sklene tudi individualni načrt, osebni načrt z uporabnikom, ki mu nudi pomoč, ne. Ampak če smo prej govorila, da tega kadra dejansko še ni niti zaposljivega, ne, kako se lahko to potem v bistvu v praksi sploh izvaja, ne. To je recimo ena izmed teh stvari, ne. Ja, velik problem, ki se omenja, je problem kadrov, a ne, ampak to se bova še kasneje malo tega dotaknila. Zdaj mogoče samo glede teh odločb, a ne. Konstantno se omenjajo izdajanje odločb, ja, takrat bo to začelo potekati, se pravi, takrat bojo izvršljive pravice. Zdaj, kaj se pravi, v bistvu vsakemu bo nekako s to odločbo določeno, koliko pomoči bo dobil in ali potem, ali je to zagarantirano, da dobi to pomoč ali ne. Tako, dobro si rekla, no. Se pravi, vsakemu posamezniku, ki bo pristal oziroma oddal to vlogo za vključitev v dolgotrajno oskrbo, mu bo z odločbo dodeljeno, ne, oziroma dodano, ne vem, ti boš pa upravičen do pomoči na domu, primer zapadeš v kategorijo 5, ki je, za primer povem, no, recimo najhujša oblika kategorije in bojo vanjo v bistvu uvrščeni ljudje, ki so v najtežjem zdravstvenem stanju ali pa v bistvu tudi po socialni problematiki najbolj ranljivi in bodo recimo deležni 110 ur neposredne oblike pomoči oziroma neposredne dolgotrajne oskrbe. Kaj to pomeni, ne? Vračamo se na tisto, kar sem govoril že uvodoma, ne. Če bo, se pravi, dolgotrajna oskrba v skupnosti na razpolago in bo nekdo to potreboval na terenu, se bo lahko odločil za, se pravi, dolgotrajno oskrbo
na terenu. Se pravi, v lokalni skupnosti oseba bo ostala doma, v domačem okolju in mu bo ta obseg storitev nekako strani z izvajalca dolgotrajne oskrbe tudi nuden. Lahko se bo odločila za dolgotrajno oskrbo v instituciji, se pravi v domskem varstvu. Ampak to šele s 1.12. Ampak verjetno še bo tudi to zamaknilo za pol leta, glede na to, da se je tudi oskrbovalec družinskega člana zamaknil, mislim, da za 4-5 mesecev. Predvidevam, da se bo tudi ta dolgotrajna oskrba v skupnosti, ki bi mogla zdaj že teči z 1. julijem, pa še vedno ne teče v praksi, zamaknila tja, na december, januar, kar pomeni, da v bistvu ljudje že zdaj plačujejo oziroma plačujemo za nekaj, kar ne teče zdaj in ne bo teklo niti čez 4 mesece. Oziroma bodo ti ljudje šele čez 4 mesece prejeli odločbo, da imajo pravico do tega. Kar pa na drugi strani še ne pomeni, da bodo to pravico tudi lahko koristili. Zakaj? Ker človek bo prejel odločbo, šel bo k izvajalcu dolgotrajne oskrbe, če se bo recimo odločil za dolgotrajno oskrbo v skupnosti ali v zavodu, in če ta izvajalec ne bo imel, primer, kar smo že prej rekla, izpolnjenega predpogoja, kot je recimo nek informacijski sistem ustreznega kadra za v bistvu za izvrševanje te odločbe, se bo ta oseba od 1.12. naprej lahko odločila za ta denarni prejemek in bo recimo prejemala ta denarni prejemek, dokler ne bo imela na razpolago bodisi dolgotrajne oskrbe na terenu ali v domu. Ampak pozor, denarni prejemek bo lahko prejemala šele od 1.12. naprej. Izvajamo pa dolgotrajno oskrbo že od kdaj? Ja, že kar nekaj časa, Že kar nekaj časa, pa davek ja, plačujemo tako, zanjo. tako. Se Tako, pravi, tako. sploh v bistvu ni še neke infrastrukture vzpostavljene oziroma se še ne ve, ali bo ali ne bo. Tako. Ne vem, spomnim se, mislim, da en mesec nazaj, nekdo iz vstopne točke, strani Centra za socialno delo tudi izpostavil, da se pravi, Center za socialno delo je v bistvu ta prvi korak do pridobivanja dolgotrajne oskrbe. Da že niti tam nimajo v bistvu informacijskega sistema in je bil odgovor strani enega predstavnika ministrstva, da naj pač odločbe pišejo v Word. Mislim, in jaz sem se takrat tudi malo začudil, ker, veste, če že tam predpogoj ni izpolnjen, že na prvi stopnji, potem govorimo o drugi stopnji pri dolgotrajni oskrbi v skupnosti, ki jo vodi bodisi kak center za pomoč na domu bo zdaj postal izvajalec dolgotrajne oskrbe v skupnosti ali kak zavod za ostarele in tako naprej, pomeni, da že v bistvu te osnovne zadeve niso vzpostavljene, ko bi zadeva zdaj že v bistvu v praksi mogla teči. Ja. In zdaj je avgust, kmalu bo september in po mojem bo tako, kot sem prej recimo rekel, pred decembrom mislim, da ta dolgotrajna oskrba v skupnosti dejansko v bistvu ne bo tekla. Se pa veš, ne vem, če se postavimo v eno čisto dejansko situacijo, Karin, oseba, ki je najtežje prizadeta, primer, najhujšem zdravstvenem stanju, v najhujši recimo socialni problematiki, socialni stiski, da je oseba popolnoma nepomična, bo lahko upravičena do dolgotrajne oskrbe v trajanju 110 ur na mesec. Če midva to gledamo na dan, govorimo to o cirka 3,5 urah dnevne neposredne dolgotrajne oskrbe. Za nepokretno osebo. A se tebi zdi to dovolj? Ja, ne, to je premalo, to je čisto premalo. Ja. In ko govorimo o dolgotrajni oskrbi v skupnosti, bo nekdo lahko prejel 3,5 ure neposredne pomoči, pa mogoče še kaj obstoječe pomoči na domu, ki spada pod zakon o socialnem varstvu, se pravi, ki se nudi iz tega zakona, ki zdaj v bistvu normalno teče, pa so tudi v bistvu kadrovsko precej v bistvu omejene zadeve, bi lahko v bistvu tega izvajanja bilo še dosti več, ampak ni primerljivega kadra za izvajanje obstoječe pomoči na domu. Mi pa govorimo o dolgotrajni oskrbi v tem času, o katerem sem ti jaz zdaj govoril, s tem, da v to dolgotrajno oskrbo vključimo še dodatni kader, ne samo socialne oskrbovalke, ki izvajajo nego in nudijo pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo, ampak tudi zdravstvenega tehnika, delovnega terapevta, fizioterapevta, kineziologa za 3,5 ure na dan. Ja, to je
Premalo. To, Tako. mislim, Tako? v bistvu Ne? zdaj si še bolj osvetljiv, kako pomanjkljiv oziroma popolnoma Tako. nedorečen je ta sistem. Ne? Tako. In na drugi strani imamo dolgotrajno oskrbo v instituciji. Se pravi, stanovalec, ki biva v zavodu, ne? Ali je to pač zavod posebnega socialno-varstvenega tipa, ali je to v bistvu navaden dom za stare, ne? V najtežji kategoriji je upravičen do 3,5 ur neposredne dolgotrajne oskrbe na dan. Ne? Oziroma Ja. 110 ur na mesec. Pa to govorimo zdaj midva o 5. kategoriji. Ne? Te ure so od 20, 40, 60, 80 in 110 ur, odvisno v katero oskrbo pač nekdo zapade. Glede na tisto oceno, o kateri sem govoril prej, ki bo podana strani svetovalca za dolgotrajno oskrbo, izstopne točke ali pa koordinatorja. Ne? Ja, zanimivo je to slišati, no, ker se mi zdi, da je veliko enega leporečenja okrog tega, da zdaj pa bojo naši starejši dobili vse, kar jim pripada, pa da bo dostojna starost in tako naprej, v bistvu pa niti niso osnove zagotovljene. Zdaj na tej točki bova pa midva pogledala en kratek posnetek soočenja med poslanko gospo Karmen Furman in pa predstavnikom ministrstva iz Ministrstva za solidarno prihodnost. Gospod Omladič, ne gre za resno reformo, ampak politični PR, tako pravijo v SDS-u. Ne, nikakor. Gre za resno reformo, gre za vzpostavitev novega sistema socialne varnosti. Gospa, gospod, ki danes plačujeta za dom za starejše 2000 evrov, boste zdaj plačevala 700 evrov. Lahko si zamislimo, da bi bile naše plače višje, če ne bi plačevali prispevka za pokojnino ali pa prispevka za zdravstveno zavarovanje. Do trenutka, ko zbolimo ali pa ko rabimo pokojnino. In to nam bo omogočila dolgotrajna reforma. Varnost na starost. Gospa Furman, se strinjate, gre za resno reformo? Absolutno ne. Zdaj jaz težko poslušam znova te napovedi za strani ministrstva, namreč dolgotrajna oskrba bi se morala izvajati, pa se ne izvaja. Zdaj ljudje bodo plačevali nov davek, a zaradi tega, ker ministrstvo ni opravilo svoje naloge, ni naredilo to, kar se je zakonom zavezalo, da bodo ljudje brez oskrbe ostali. In to celo tisti, ki jo danes sprejemajo. Zdaj, jaz verjamem, da sekretar tudi dobro ve, kako so se odzvali pilotni projekti, ki so celo pokazali, da ljudje, ki danes recimo dobivajo pomoč na domu, je ne bodo po novem zakonu dobili, ker je vstopni prag toliko višji. Tako da resnično ne vem, odkot danes to sprenevedanje znova, da gre za resno reformo na področju dolgotrajne oskrbe. Ja, zdaj so v bistvu v tem soočenju videla, po eni strani z ministrstva pravijo, da dolgotrajna oskrba je, mi to imamo, po drugi strani opozicija pravi, da pač je to neobstoječe. Kaj se zdaj dogaja? Kaj se dogaja v praksi? Glede na to, kar smo videli prej debatirala, pač dolgotrajna oskrba sicer je, ampak na papirju. Ja. Mi dva vemo, da na papirju v bistvu vsako stvar dosti lažje zapisati, kot pa v bistvu potem to v praksi izvesti. Tudi v tem posnetku, ali pa mogoče tudi na parih posnetkih, tudi po drugih medijih, ne vem, mislim, da je bilo rečeno, da bo vsak stanovalec, recimo, ki biva v zavodski obliki nastanitve, se pravi v domu za stare, ne, plačeval maksimalno 700-780 evrov v bistvu oskrbe. Ne pa več 2500 evrov, 2000 evrov. Ne. Zdaj, ta izjava je meni pač zelo populistična, ne. Pa da v bistvu razložim, zakaj. No. Zdaj, oskrba 2500 evrov v domu, ne, za starejše osebe oziroma za starostnike, je v bistvu ta cifra malo za lase privlečena. No. Glejte, javni zavodi, recimo, ki omogočajo bivanje starejšim osebam od 65 let, ki potrebujejo nastanitev bodisi zaradi zdravstvenega stanja, socialne problematike in potrebujejo 24-urno nego in oskrbo, so nekako razdeljeni na to, da se zaračunavajo, se pravi, storitve tudi glede na določene oskrbe, v katero nekdo zapade, ko pride v dom. Ne. Oskrba je pa povezana v bistvu s tem, kaj se nudi osebi, ki na določeno starost, zdravstveno stanje, socialno problematiko potrebuje. Oskrbe so od oskrbe 1 do oskrbe 4.
so zelo primerljive recimo z tistimi kategorijami, o katerih smo govorila prej, ampak prej smo govorila o kategorijah dolgotrajne oskrbe, ne? Ampak javni zavod, kot je recimo javni zavod za ostarele, ne, stane na mesečni ravni maksimalno tam nekje do 50, 52, 55 evrov. Recimo, ampak to govorimo midva za najtežje prizadeto osebo. Torej midva govorimo o znesku na mesečni ravni 1500 evrov. Ne. Ja, že obstajajo verjetno kakšni privatni zavodi, ki imajo verjetno te cene tudi višje oziroma dražje, ampak govoriti pa nasplošno, da pa domovi v Sloveniji stanejo pa 2500 evrov, se mi pa zdi pač v bistvu populistična izjava, samo zato, da ti Da se ta fajn del, sliši, ja, tako, ja. da se fajn sliši. Ja. Ne boste plačali doma več 2500 evrov, Ampak ampak toliko manj. 780 Ja. evrov. Ne. In ja, teh 780 evrov bo nekako breme tistega, ki bo bival v domu, ne. Oziroma breme njegovih potomcev, oziroma tisti, ki so zavezani za preživljanje nekako osebe. In ta del bo ostal zelo identičen temu, tako kot domsko varstvo poteka do sedaj. Ne. Teh 780 evrov bo pokrival stanovalec sam ali njegovi otroci, če otrok ni ali pa ta stanovalec nima dovolj sredstev za plačevanje tega dela osnovne oskrbe, ne, se bo lahko podala ta vloga za oprostitev plačila na pristojni center za socialno delo, tako kot zdaj to teče po zakonu o socialnem varstvu. Ne. Kaj pa za razliko? Ne? Prej smo govorila o tem, da bo vstopna točka pač izdala odločbo, do koliko ur bo nekdo upravičen te neposredne dolgotrajne oskrbe. V tem primeru zdaj govoriva pač v zavodu. Ne? Na primer, nekdo dobi 110 ur neposredne oblike pomoči. In vsak zavod, ki bo izvajalec dolgotrajne oskrbe, bo teh 110 ur moral beležiti, evidentirati za slehernega posameznika, kaj je pri nekomu počel, in v bistvu te zahtevke dnevno pošiljati na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da bo v bistvu za ta drugi del prejel denarna sredstva. Se pravi, da bo delo, ki je bilo nekomu opravljeno, potem tudi plačano. To je prva stvar. Govorimo o dodatni obremenitvi obstoječega kadra v vseh socialno-varstvenih zavodih, kjer ga že itak primanjkuje, ni kompetenten, jih ne najdeš na trgu dela, plače niso dobre, ne? A veš, in imamo eno težavo. Kaj v bistvu s tem, ne? Ja. Tako da v bistvu bo tu se postavilo tudi vprašanje tega, kaj pa narediti v primeru, ko bo oseba, ki bo v zavodu in bo prejela 110 ur neposredne dolgotrajne oskrbe, potrebovala še več. Z odločbo mu pa bo odmerjeno samo 110 ur. O tem smo govorila prej, 3,5 ure na dan. Teh 780 evrov je primer, kot bi midva šla v hotel. 780 evrov je strošek hotelskega dela nastanitve. Ne? Se pravi, to, kar dobiš v hotelu, to ti pripada za teh 780 evrov. Temu rečemo zdaj osnovni pakt po dolgotrajni oskrbi, osnovni del, ki se bo zaračunal stanovalcu. Ne? Razlika bo pa ta, o katerem govorimo zdaj. Pa zopet poudarjam, 110 ur je maksimalni čas, ki ga lahko nekdo dobi. Ne? Nekdo lahko dobi tudi 80 ur, 60, 40 ali 20, zopet, glede na to, v katero kategorijo oskrbe bo ocenjen strani tistega, ki bo na vstopni točki osebo pač ocenil. Okay. Razliko bodo pa verjetno ljudje mogli potem doplačati sami. Ne vem, kako bo to v bistvu v praksi teklo. Ne? Ja, sigurno bo treba še kaj dodatno financirati, vedno je bilo do zdaj tako pod trenutnimi politikami. Se pravi, če sam na hitro obnovim, da bi posameznik potem lahko plačal recimo toliko manj, kot oni obljubljajo, to pomeni, da pač obstoječi kader bi morali toliko več tudi obremeniti, pa že zdaj ni kadra. Ne? Ok, ampak če recimo prezreva ta sicer velik problem kadra, ne? To je velik problem, ki pač še noben ne ve, kako se bo reševal, ampak recimo, da to prezreva, ali ti res misliš, da bi se dalo
toliko znižati položnice za domove za ostarele oziroma za te zavode, kot oni obljubljajo. Meni se to iskreno slišijo majčkeno populistične obljube. No. Ja, lej, zapisano je tako, ne? Ja. Se pravim, zapisano je tako in če načeloma, če govorimo, če je zapisano tako, potem naj bi držalo tudi v praksi. Ampak zopet, z obzirom na to, kar sem rekel prej, ne? 780 evrov, recimo fiksnega zneska za nekoga, ne? Plus 110 ur neposredne oblike pomoči, ampak če bo nekdo potreboval še dodatnih 20 ur, ne? Ker bo mogoče v določenem obsegu, v nekih 14 dnevih na mesečni ravni še v slabšem zdravstvenem stanju in bo potreboval več pomoči, a bodo izvajalci dolgotrajne oskrbe v zavodu rekli, ne, mi pa te pomoči ne bomo nudili, zato ker ne bomo dobili plačano. Ja, seveda mu bomo nudili, ampak nihče v bistvu ne bo delal zastonj, ne. Mislim, vsak dober gospodar, če nekaj dela, ne, mora za to tudi dobiti plačano. In kaj se bo zgodilo? Ne? Zgodila se bo zopet slaba volja, zato ker bodo verjetno izvajalci dolgotrajne oskrbe te storitve oziroma ta dodaten čas, ki ga bodo nekomu namenili, pač primorani zaračunati dodatno, ne? Se pravi, še dodatno k teh 780 evram. Tako da pa ne govorimo več samo o znesku 780 evrov. Ne? Ja, seveda, pol se to toliko naraste, ne? Tako. Glede na nudene storitve. Drži. Ok, kako pa se recimo v zavodih soočate z implementacijo tega zakona? A imate kakšne težave? A je kakšna pomoč na voljo z ministrstva? Ja, zdaj v bistvu samo soočanje se pravi z uvedbo dolgotrajne oskrbe, bodisi v zavodih, ki izvaja dolgotrajno oskrbo na terenu, se pravi v skupnosti, ali pa dolgotrajno oskrbo v zavodih, v bistvu tega nekega prilagajanja in razmišljanja v bistvu o tem, kako kaj delati, še ni, ker praktično tega v praksi ni. Potekajo seveda debate, kako se bo delalo, kako bomo to, kako bo ono, ne? Kako bo to teklo sploh v praksi. Ampak v bistvu, če nimaš niti informacijskega sistema in navodil, v bistvu, kaj boš moral v praksi početi, je težko sploh postaviti neke temelje. Se pravi, niti navodil ni. To je povezano tudi z vso informacijsko tehnologijo, recimo, in kadri, kot smo že prej rekla. Sicer v bistvu ministrstvo se opaža, da v bistvu organizira različna predavanja, ne vem, za izvajalce dolgotrajne oskrbe. Ampak kako izobraževati, če se nekaj sploh ni še začelo v praksi? Če nimaš izkušenj, ne, jih ne moreš potem tudi predajati in govoriti nekomu, kako naj dela, če to v praksi sploh še ne teče. Se pravi, izhajamo zopet iz zakona, ki si ga vsak lahko sam prebere in si ga interpretira po svoje. Ne? Ja, razumem, ja. Se pravi, se nekako majčkeno lovite v megli, ali kako bi rekla. Ok. Ja, recimo, prej sva omenila tudi oskrbovalca družinskega člana, ne. To recimo minister Simon Maljevac se pač na očitke, da dolgotrajne oskrbe še ni, se vedno potem brani, da pač imamo pa že eno pravico in to je oskrbovalec družinskega člana. To imamo od novembra lani, moralo bi sicer biti že s 1. januarjem 2024, ampak me pa zanima, koliko pa je recimo ta zadeva živa v praksi. Zdaj, eno je to, kar smo govorila prej, koliko odločb je bilo izdanih, ne? Zato se lahko zaprosi verjetno eno izmed vstopnih točk določene regije, ne? Koliko odločb za oskrbovalca družinskega člana je bilo izdanih, ker eni so bili v bistvu tudi prenešeni strani tega družinskega pomočnika, ki je v bistvu bil po starem zakonu, ne. Je pa druga stvar, ne. Če se osredotočimo na novelo, ki je bila zdaj v juniju objavljena, ne, v tej noveli jasno piše, da oskrbovalec družinskega člana skupaj z uporabnikom, se pravi temu, ki mu nudi pomoč, in koordinatorjem dolgotrajne oskrbe v skupnosti sklene osebni načrt in ta koordinator
potem tudi nadzira delo oskrbovanca družinskega člana in v bistvu z aneksi osebni načrt potem tudi potrebam tega uporabnika prilagaja. Ja, če smo prej govorili, da načeloma koordinatorjev pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe še ni zaposlenih, ne? Aha, Kako bi razumem. se to potem v praksi Ja. sploh še lahko izvajalo? Na kak način? Dobro, mogoče obstaja kakšen zavod v Sloveniji, kjer že to teče, ampak v generalnem jaz mislim, da ne. Ali pa se ne izvaja en nadzor oziroma to teče na kak drug način, ki meni vsaj po prebrani tej noveli ni jasen. Tako da tudi to je še pod vprašanjem. Okej, potem pa, ja, kaj pa v bistvu, kaj se bo pa zgodilo z obstoječo pomočjo, recimo dodatek za pomoč in postrežbo? A bo to še živelo naprej, bo se to istočasno lahko izvajalo ali kako je s Ja, tem? hvala za vprašanje. To sem mislil že prej dodati, pa sem malo pozabil, pa si me spomnila, tako da hvala. To je tudi ena stvar, ki jo vsaj jaz recimo v medijih nikjer nisem zasledil, ne. Zdaj, a veste, dodatek za pomoč in postrežbo se pridobi, ko se odda vloga na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in oseba glede na njegovo zdravstveno stanje pridobi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, ki je zdaj trenutno ta osnovni 186 evrov, ta srednji nekaj čez 350 evrov in pa potem 450 evrov tisti nekako ta najvišji, ne. Zdaj, vlogo za ta omenjeni dodatek, se pravi za to pravico iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prosilci lahko oddajo samo še do 30. novembra. Po tem datumu vloga za to pravico konec. Je ni več, Tako, okej, je ja. ni več. Ne bodo sicer dodatka za pomoč in postrežbo izgubili tisti, ki že to pravico imajo, ampak je seveda pogoj, da se ne vključijo v dolgotrajno oskrbo. Če se pa vključijo v dolgotrajno oskrbo, jim pa ta pravica, se pravi, ki jim je pripadala prej o tem znesku, se pravi o dodatku za pomoč in postrežbo, preneha. Ne bodo se pa mogli, se pravi to, kar sva prej govorila, se pravi z 1.12., ne, pa ljudje ne bodo mogli več pošiljati, se pravi na spis te vloge, ki je zdaj nekako že bila utečena praksa, da se pač v bistvu osebi pomaga, če jo treba recimo v lokalni skupnosti prek pomoči na domu ali pa tudi kakšni neformalni oskrbovanci, ki so v bistvu negovali določene osebe in so potem prejemali ta dodatek za pomoč in postrežbo. Če se vključiš v dolgotrajno oskrbo, tega več ni. Okej, se Kar pravi, pomeni, zopet se vračamo na tisto osnovno razdelitev, o kateri smo uvodoma govorila. ja. Če se vključiš v dolgotrajno oskrbo, imaš denarno in nedenarno pravico, ne. Nedenarna pravica, imamo dolgotrajno oskrbo v skupnosti, celodnevno dolgotrajno oskrbo v zavodu, dnevno oskrbo v zavodu, oskrbovalca družinskega člana, potem je ta e-oblika pomoči, ne. Na drugi strani imaš pa denarno pravico dolgotrajne oskrbe, ne. Dodatka pa v dolgotrajni oskrbi več ni. Dodatka za pomoč in postrežbo. Se pravi, bojo v bistvu ljudje ostali brez enega finančnega dodatka. Seveda. Absolutno, če se vključijo v dolgotrajno oskrbo, tega dodatka več nimajo, hkrati pa tudi drugi uporabniki, ne, ki bi se želeli po obstoječem zakonu o socialnem varstvu vključiti bodisi v pomoč na domu ali v domsko obliko nastanitve, zdaj govorim po zakonu o socialnem varstvu, ne, te vloge več ne bodo mogli oddati. Oziroma lahko jo bojo oddali, ampak pač v bistvu ne bo obravnavana, ker tega pač po 1.12.2025 več ni. Se pravi, določene pravice se izgublja, če jaz tako razumem, a ne. Tako. Zdaj, ne vem pa edino, ali bo ta denarna pravica iz dolgotrajne oskrbe primerljiva s tem dodatkom, Ja. da se to samo nekako Zdaj, zamenja. Ja, prej smo govorili, ne, dodatek za pomoč in postrežbo 186 evrov, 350 in 450 evrov, medtem ko se pravi ta denarna pravica iz dolgotrajne oskrbe, se pa seveda tudi izključuje z nedenarno pravico. Se pravi, ti ne moreš biti v domu, Pa prejema dodatka, ja. Tako. Ja, zdaj si pa recimo lahko bil nameščen v domu in prejemal dodatek za pomoč in postrežbo. Aha,
Okay. To je To je bilo... pa dejstvo. Ja. To je pa dejstvo. In seveda vsak posameznik si bo nekako moral sam preračunati, kaj se njemu bolj splača. Ja, seveda. Zdaj, prej si rekla, koliko so ti zneski pri dolgotrajni oskrbi. Od 79 evrov, recimo za oskrbo 1, pa mislim, da je do 470 evrov za 5. kategorijo oskrbe, ampak to me ne točno držati za besedo. No, ampak če recimo Ampak si se pravi, lahko... govorimo o zneskih, ki so nekako primerljivi z dodatkom za pomoč in postrežbo, s tem, da prej si dodatek za pomoč in postrežbo to omenjeno pravico imel, pa si v bistvu lahko bil vključen v domsko obliko nastanitve, zdaj po dolgotrajni oskrbi pa tega ni. Zdaj pa ne več, ja. Tako. Boš pa dobil čas, ne? Čas. Boš pa dobil namesto tega ta čas, teh 110 ur ali pa 80 ur ali pa. Okay. Ja. Ampak smo prej govorila, kaj je catch tega časa. Ja. Aha, se pravi, so ene take zanke v bistvu znotraj te dolgotrajne oskrbe, ki je seveda še nimamo. No. Sam sem mnenja, da se še bo itak marsikaj spremenilo. Ja, in da se še bo tudi kaj prestavilo. Ja, bi znal biti. Ja. Že to, da že za oskrbovalca družinskega člana se je to zamaknilo za 4-5 mesecev. Ja. Zdaj ima pomoč na domu, ne? Potem zavodska oblika nastanitve. 2026. Ja, malo sigurno. pred volitvami. Pred volitvami bojo rekli, evo, zdaj pa imate. Vse smo naredili. Ja, vse smo speljali, kar smo rekli. Kaj pa recimo, veliko se je omenjala tudi ta plačna reforma v javnem sektorju, ne? Ena izmed dobrih reform trenutne vlade, kako jim je tudi to uspelo urediti. Pa mi ti povej, a je v bistvu zaradi te reforme situacija v javnih zavodih kaj boljša? Vsaj tako nas nekako prepričujejo. No? Ja, težko komentirati, ampak bom vseeno. Poglej, na eni strani se gremo dolgotrajne oskrbe, kjer tudi sami povedo, da gre za en neomajen, trden steber socialnega varstva in zdravstva državljanov Republike Slovenije. Ne. Na drugi strani imamo plačno reformo, kjer smo, ne vem, oskrbovalkam, gospodinjam, negovalkam, ki so temelj dela za izvedbo dolgotrajne oskrbe, po tej plačni reformi dvignili plačo za 4-5 evrov. A govorimo to o plačni reformi? Ja, to ravno ni reforma. No. Jaz tudi mislim, da ne. S temi 4-5 evrami si ne morejo kupiti kruha. Ne. Zdaj bilo je govora o plačni reformi. Ja, najnižji plačni skupini smo dvignili plačo na minimalca. Nihče ni več pod minimalcem. Ja, to jim bo prišlo prav, ko bodo šli v pokoj. Zdaj jim pa to ne kupi dodatne štruce kruha v trgovini. Torej, a imamo osnovo sploh za izvajanje celovite dolgotrajne oskrbe? Z obzirom na to, da bo ves ta kader moral evidentirati vse storitve, ki jih bo opravljal. Pa prej sem mogoče rekel samo oskrbovalci pa negovalci. Kaj pa kuharji, čistilci, receptorji? To je vse najnižje plačan, recimo kader v javnem zdravstvu. Kaj njim ta moment sicer pomaga, da bodo pokojnino imeli večjo? Ta moment nič. Ne? Ja, torej... Tako da ta plačna reforma... se pravi... Mislim, da sem povedal nekako svoje mnenje, kar se tiče v bistvu teh zaposlenih, ki bodo steber dolgotrajne oskrbe, ker zdaj še ni dolgotrajne oskrbe, rečem, bodo temeljne. Ker dolgotrajna oskrba zagotovo bo. Zakon je tu, bo se izvajal v kakšnem obsegu, s kolikšnimi novelami še, bomo pa videli, kaj prinese novo leto. A pa se nakazujejo kakršnekoli, ne vem, rešitve za ta problem s kadri? Dobro, plačna reforma več kot očitno ne pomaga. Ne, a veš, treba je začeti tam, kjer se vse načeloma začne. Ne? In to je pri odnosu. Ne? Pri odnosu z vzgajanjem mladih ljudi v skrbi najprej za sočloveka,
potem za izboljšanjem plačnih pogojev in potem seveda tudi delovnih pogojev in kadrovskega normativa. To je pogoj za to, da nekoga v bistvu pritegneš za omenjeno delo. Ne. Saj ti lahko opravljaš delo, pa si ti srečen pri opravljanju svojega dela, ampak če ti to ne prinaša kruha za normalno življenje, ne, se boš verjetno posluževal česa drugega. Ne. In na eni strani se gremo celovite prenove sistema socialnega varstva, ne, na drugi strani pa to, kar sem rekel prej, no, pa jim daš 5 evrov povišice. Ja, za 2 kavi. Ja, za 2 kavi. Pa rečeš temu reforma. Ja, pa rečeš temu reforma. Že Dobro, mislim. se ne rečem, vse kdo verjetno ima zaradi tega višjo plačo, ampak vsi ti, ki so mogoče malo višje rangirani. Ne. Ja. Delavski narod, Pa ni, je pa dobil v Pa bistvu, ne. ja, drobtine. tako. Ja, v bistvu res žalostna situacija. No, me res žalosti, da se moramo o tem pogovarjati, ampak po drugi strani je pa treba to dati v eter, da pač tako ne gre več naprej. Ja. Zdaj pa približujeva se počasi koncu najine debate. No, jaz bom zdaj mogoče dala še eno malo bolj provokativno vprašanje. In sicer minister Maljevac je veliko tudi v juniju obiskoval parade ponosa. Celo v Budimpešto se je odpravil na parado ponosa. Mislim, v redu, to je pač neka njegova zasebna preferenca, ali kako bi jaz rekla, ampak a se tebi zdi primerno, da v bistvu predstavnik oblasti, se pravi minister, ki je zadolžen konec koncev za stanovanja, za dolgotrajno oskrbo, hodi na take stvari v času, ko imamo mi več kot očitno veliko problemov na tako ključnih področjih v naši državi. Zdaj rekla si, da gre malo za provokativno vprašanje, pa bom malo provokativno tudi odgovoril. Poglej, Karin. Če bi predstavnik ministrstva moral hoditi na kakršnekoli parade, bi mogle biti te parade povezane z paradi obiskov v vseh socialnovarstvenih zavodih, ki bodo postali izvajalci dolgotrajne oskrbe, se pogovarjati z ljudmi, z zaposlenimi in v bistvu slišati za primere iz prakse in na licu mesta podajati odgovore. To je parada, na katero bi se mogoče on mogel v bistvu obrniti in se udeležiti in iti na teren in biti v dialogu in soustvarjanju z ljudmi, ki se jih bo dolgotrajna oskrba najbolj tikala. Ja, To bi bil moj odgovor. Lepo povedano. na tvoje Lepo. vprašanje. Podpišem. Okay. Ja, ker tudi zdaj medijsko nekako se mi zdi samo podaja neke vnaprej pripravljene odgovore. Se vidi, da nima v bistvu sploh stika s tem področjem, ali kako bi rekla. No. Tako, primere iz praks. Ja. Glejte, emske izkušnje so najboljše izkušnje. To so izkušnje, ki jih doživiš sam na terenu. In če nimaš predsodkov, strahu, je treba iti med ljudmi in kdaj požreti tudi kako kritiko, jo sprejeti in jo naslednjič obrnati na pozitivo. Tako je. Ja. Ja. Se z tega nekaj naučiti, Tako, izboljšati. tako. Tako se tudi napreduje. Pa obdejva še za zadnje vprašanje, kjer sva oba mlada posameznika, pardon, pa mi v bistvu povej, kako pa smo v bistvu mladi povezani s tem zakonom. Ker zdaj, ko mladi slišimo dolgotrajna oskrba, se nam to zdi nekaj tam v daljavi, to pa nima veze z nami, ampak kako se to nas tudi tiče, no? Mi povej. To si zelo dobro rekla. No. Tudi sam sem podobnega mnenja kot ti, pa me mogoče to malo tudi moti. Zdaj, dolgotrajna oskrba sicer neposredno ni povezana z mladimi, ne glede na to, da je namenjena tudi od 18. leta naprej, je pa zagotovo zelo posredno povezana z nami. Večkrat slišimo, mladi ste prihodnost naše družbe, na mladih svet stoji. Drži, to vse drži in je prav. Ampak nihče izmed mladih ljudi se ni rodil pameten, se ni rodil naučen, ampak v bistvu mladi ljudje samo ob pomoči starih smo lahko usmerjeni na tisto pravo pot,
ki nas žene nekam k skupnemu cilju. Ne. In vsi mi, ne vem, tudi ti, verjetno Karin, imaš dedka, imaš babico, imaš doma seveda. starše. Če so oni, ko si ti prišla na svet, skrbeli zate, kot otrok, ki je bil pomoči potreben, zato da boš lahko sama korakala po tem svetu, je tudi tvoja dolžnost, da enkrat, ko tvoja dva starša ne bosta mogla več sama korakati po svetu, da si ima v oporo in v pomoč. In zato se naš socialno varstvo starejših oseb še kako zelo tiče. Ker če ne bomo imeli dobro urejenega socialno-varstvenega sistema, pa mogoče zdaj konkretno govorim za stare, pa seveda tudi za mlade in za vse ostale, ne, pomeni, da je to nam mladim v breme. Če imamo mi na sebi neko breme, če ima mlad človek na sebi veliko bremena, se ne more razcveteti in ne more živeti in mogoče doseči to, kar mu je bilo v življenju namenjeno. Mlade treba spodbujati k solidarnosti, k socialnem čutu, dialogu, sodelovanju, medgeneracijskem sodelovanju. Ne. In to, kar sem že rekel prej, v skrbi za starejše. Ker zaradi njih smo mi tu, oni pa naj bodo tam, da bo za njih poskrbljeno varno, zato pa moramo poskrbeti mi, ki vstopamo nekako v življenje teh ljudi, ki nekaj pomenijo v samem svetu, v družbi, lokalni skupnosti, mogoče samo v družbi tvojih prijateljev je dovolj, ali pa v družbi tvoje družine, da smo tisti, ki usmerjamo. Ne, tak nekako. No, to si pa res zelo lepo povedal. Se strinjam, no, v bistvu mladi, se mi zdi, moramo nekako tudi vrniti to, kar so nam dali, a ne naši starši, naši stari starši. Ne moramo jih potem kar zapustiti same, a ne, v tem, v zadnjih obdobjih življenja. Tako da najlepša hvala, Marko, no, za ta pogovor. Hvala tebi. Ja, z veseljem sem te gostila danes. Jaz mislim, da sva lepo obelodanila, no, vse, v bistvu, kako to tudi v praksi zares izgleda, da ne poslušamo samo na poročilih, kako je vse fajn, pa kako vse funkcionira. Jaz upam, da se bo še odprl širši dialog o tem. Tako da hvala pa tudi vam, no, ki ste nas gledali. Če vam je bila ta epizoda všeč, dajte polajkati, dajte se naročiti na naš kanal in pa seveda glejte tudi našo naslednjo epizodo. Se vidimo naslednjič.